Prehajamo na zadnji referat, ki ga bo predstavil Bojan Himmelreich. Prihaja iz Zgodovinskega arhiva Celje, je doktor in arhivski svetovalec, poznan po številnih študijah iz zgodovine celjskega območja, med drugim tudi o preskrbi. Spoštovani, že včeraj mi je dr. Stegar dal dobro iztočnico, ko je podal primerjave dnevne porabe človeka po kalorijah, po živilih izraženih v kalorijah. Zato boste danes predvsem presenečeni, ko bom govoril o tem, koliko kalorij so ljudje dobili oziroma živili s kolikimi kalorijami so dobili v različnih obdobjih, ko je v Sloveniji bila preskrba vodena preko države. Mogoče bi se kdo ne strinjal, da imenujem tretje obdobje krize, ampak to so že stvar potem politične debate, zato o tem ne bomo govorili. To so samo obdobje, v katerih je država centralno hranila svoje prebivalstvo zaradi takšnih razlogov. Torej, namen prispevka je podati primerjavo med obdobje glede na stopnjo dostopnosti prehranskih izdelkov, njihove količine in vrste kategorij, na katere so se glede količine in kvalitete prijete hrane delili prebivalci. Ugotovitve omenjenega omogoča tudi podati približno primerjavo kalorične vrednosti dostopnih živil, kot se rekel. Vse omenjeno pa ni mogoče brez pogleda v ukrepe, s katerimi so oblasti zagotavljale prehrano prebivalstva ali vsaj poskušale. In torej, tu gre za tisti prvi del poti hrane od pridelovalca hrane. Tukaj se bo v glavnem koncentrirala na tisto, kako je bilo na koncu s prehrano za uporabnikom, potrošnikom hrane. Je pa ta stvar, recimo, tule samo ilustriram z eno od teh odločb, ki so jih v vseh teh treh obdobjih izdajali upravni organi, s katero so kmeti predpisali, da mora takrat in takrat na tem in tem mestu dati toliko teh in teh pridelkov. Ne bom preveč, recimo. No, tale, recimo, iz Prve svetovne vojne, ampak tako odločbe so potem bile izdajane tudi za časa nemške oziroma italijanske okupacije in tudi v času ko je do leta 1950 Jugoslavija hranila prebivalstvo z raznimi nakaznicami. Torej, ob začetku Prve svetovne vojne so v Avstro-Ogrski sicer sprejeli omejitev nakupa osnovnih živil, takoj ob izbruhu vojne, ampak v začetek na nakaznici temelječega razdeljevanja prehranskih artiklov je pomanjkanje šele prisililo državo nekje v začetku v marcu, aprilu leta 1915. Takrat so namreč uvedli prve nakaznice za kruh in moko. Že pred tem pa je bilo moč opaziti veliko pozivov k varčevanju pri uporabi živil, predvsem moke, zato so predpisali to varčevanje, da so od pekom in mlinom so predpisali obvezno mešanje, kot so rekli, plemenitih vrst žitarice, pravi pšenice in rži z manj vrednimi, z koruzno, z oseno, z ječmenovo, z krompirjevo ali celo z riževo moko. Te seveda spremembe niso toliko vplivale na kalorično vrednost teh živil, ampak bolj na okusnost, ki je pa seveda precej padla. Na enak način kot za kruh in moko so potem v naslednjem letu, v letu 16 uvedli prodajo na nakaznice tudi za sladkor, za moko, za maščobe, kasneje v letu 18 tudi za krompir. Mesta in kraji z industrijskimi delavci so dobivali večji obroke. Če dam za primer sladkor, v 4 tednih so ga dobili v mestih 1250 gramov, po nepomembnih mestih, neindustrijskih mestih, krajih pa 1000 gramov, recimo, sladkorja. To je prva, bi rekel, ta obrok, ki se potem s časom
v vojni nižal. No, o uvajanju poljedelstvu smo že govorili. Takšna je recimo za ilustracijo nakaznice za moko in kruh iz leta 1918 že. Uvajajo se pa tudi za glede porabe mesa so vedeli tako imenovane brezmestne dneve oziroma brezmestna dneva, najprej sta bila dva. Takrat je bila prepovedana prodaja mesa, ne pa še tudi njegovo uživanje. To so pa uvedli kasneje, julija 1916, prepovedali so uživanje mesa na določen dan, oziroma dneve, ki so se potem podaljšali na 3 teden. V zvezi s tem naj povem zanimivost, da so vseeno načrtovali, da bodo zaposlili 2 človeka, oziroma prigli do to delo 2 človeka, ki bo hodila po gospodinstvih in kontrolirala, ali spoštujejo to odredbo, ne uživanje mesa. In poročil tema so to res izvedli, ker bi bilo malo, ne vem, kdo bi koga spustil v stanovanje, da mu gleda v lovec. In teh brezmestnih dni so se držali tudi v praznikih. Pa v zvezi s praznikom še to, recimo zanimivost, tudi jajc se ni smelo več za pirhi barvati v Avstriji, v Avstro-Ogrski, rečemo Avstriji, so tisti drugi del, ne vem, po letu 15, ker so tudi jajce zginila z tržišča. Tako so recimo nakaznice, če pa govorimo še o mesu, povemo, da so recimo v primeru aprila 17. celjo formalno bi morali dobiti pol kile mesa za teden, posameznik dobil ga je pa samo 1/4 kile, v Ljubljani so bili pa še na slabšem, tam je bila pa ta količina, ta okrog 180 gramov za teden, oziroma za tiste 4 mesne dni, ko so ga smeli jesti. Takole lahko potem, zdaj, te številke so zelo nizke, ne? Če je gospod doktor Strgar omenil 1800 kalorij kot mejo, recimo, pri nedejavnem človeku, ne? Vidite, da so te številke skupaj skoraj malo manj kot 800 kalorij dnevno, to pomeni, da moramo vzeti za rezervo, da so se verjetno ljudje tudi, se obstaja poročilo o tem, hranijo na prostem trgu, na črnem trgu, hodili so v okolico z nahrbtniki, to je bil tako imenovani, se bližal, mislim, da ta je izraz namenil promet z nahrbtniki na vas. To je za prihod iz leta 16. Poleg tega pa še tu njim so maščobe, te bi dali mogoče še kakšne 100 kalorij zdaj in nekaj več. To je potem še ena ravno za maščobe, mislim, da nakaznica iz leta, iz vojnega časa, prve svetovne vojne. No, leto 18 je pa bilo že zelo kritično. Vojna se je bližala koncu, no, ne zato, ni bila preskrba kritična, ampak zadnje leto vojne je bila slaba. Vidite, da so te številke takšne, če bi danes bili tisti, ki si želimo manjšo težo sposobni zvoziti s takimi kalorijami, da bi bili zelo srečni, ker bi nam tako rekel, pa je Milčinski, bo malo bila oblika, ki mu je bila pretesna prevelika. Za Celje obstaja podatek za leto 18, naj bi posameznik prijemal tisto, kar mu je res država dala, da nam bo več, ampak dejansko je prijemal 750 gramov moke, 30 gramov masti in 550 gramov krompirja na teden in pa 750 gramov sladkorja na mesec. Če pa vemo, da še recimo ni bilo jajca, da ni bilo mleka, da ni bilo tudi soli, so je recimo glas tudi temu, da se da živeti brez nje en določen čas. Pomembno tudi recimo za konzerviranje. Tudi če je bila zelenjava na voljo, nismo mogli konzervirati brez soli. Je zelje propadlo, recimo jesen, če ni bilo soli. Opisano nam pokaže, da so prebivalci morali omejiti porabo osnovnih prehranskih artiklov že na začetku vojne in se pri prvih 2 živili, torej pri moki in mesu, katerih količina ali dneve dovoljene priprave so omejili vzdrževati od leta 15, pri sladkorju, kavi in maščobah pa od leta 16. To leto tudi pomeni prelomnico, ko država ni bila več sposobna zagotavljati niti določenih zajamčenih količin vinskih, vevskih, ne vem kakšnih izdelkov. V času prve tretjine vojne je bilo pomanjkanje večine osnovnih živil še znosno, potrebe po osnovnih živilih pa za zimo, mleka in soli, kot se prej rekel, še redno zadovoljevanje, kar je še dajalo videz neke stabilnosti. Zadnja tretjina vojne pa pomeni čas resnih težav v preskrbi. Takrat so se tudi pojavila poročila o stradanju v časopisih,
V Celju so recimo dobili samo 3-krat na teden kruh, v samo eni trgovini, ki jo je občina vodila, peki sami niso smeli več prodajati kruha, če je še kateri ustav, ga je moral predati v to trgovino, so ga tam preko prodali. Ampak ta kruh je bil tisti, ki se je v 9. zvečer v to trgovino postavil, ker je taka družba bila, pa še včasih se je zgodilo, da je kdo ostal kljub temu brez. No, prvo vojno smo preživeli, ampak nažalost je prišla druga. Ta je, če zdaj stopnjujemo, se bo pomankanje zmanjšalo. V tem času je bilo pomankanje manjše. To pa zato, ker so Nemci prišli vsem na to področje z precej izdelanim načrtom, pod Italijani pa je bilo sicer malce slabše, ampak še vse ne tako slabo kot med prvo vojno. Malo povzamem. Po zasedbi nekdanjih ozemelj Dravske padavine sta vodji nemške okupacijske oblasti na Štajerskem ter na Kranjskem in Koroškem aprila 1940 med prvimi izdala odredbi o prehranskih artiklih in prometu z njimi. S takojšnjo veljavnostjo so bili zaplenjeni vsi pridelki in izdelki namenjeni prehrani ljudi in živali. Vse že do tedaj obstoječe omejitve glede nakupa iz jugoslovanskih časov, tega sicer ne omenjam, ampak tudi v času Jugoslavije pred vojno so že uvedli na nekaj mesecev nakaznice za kruh, ampak to tle spuščam, ker je to samo ena kratka epizoda. Nemški okupatorji na Štajerskem državi tedaj veljavne jugoslovanske nakaznice za nakup moke in kruha. Maja je pa na njih razdelil podvojene glede na prejšnje stanje količine moke. To je bila taka propagandna poteza seveda. Uredba, ki je urejala promet z nakaznicami na Kranjskem in Koroškem, pa je bila izdana junija. Dnevi po okupaciji so bili sicer polni negotovosti glede preskrbe, v katerih krajih pa tudi po več dni niso imeli kruha. Taka poročila obstaja. Še slabše stanje je bilo pod italijansko okupacijo. Kritična preskrba s kruhom se je zvlekla do konca maja, saj italijanske oblasti niso izdali izkaznic za do junija. Poleg tega takrat so racionirali krušno moko, testenine in riž. Recimo za primerjav posameznik je dobil na mesec kilogram riža in 7,5 kg kruha ali 6 kg moke. Težave so pa imeli tudi z maščobami, s sladkorjem, njihov nakup so omejili. Italijani so pa bili, kar se mesa tiče, inovativni in so izumili tako imenovane mesne dneve. Niso imeli brezmesnih dnev, ampak mesne, ko je bilo mogoče kupiti za neko knjižico meso pri mesarju. Takšna je slika kalorij prijetih na kaznice prijetih živil v Ljubljani v začetku oziroma leta 1941, vidimo, da je stanje predvsem boljše, na primerno s prvo svetovno vojno 1030 kalorij imamo tu. Odredba oddajanja za živili iz maja 1945 je na spodnjem Štajerskem prinesla novo pravno podlago glede oddaje živil. Zdaj so jugoslovansko zakonodajo opustili. Ta je poleg nakaznic za kruh uvedla sistem nakaznic tudi za nakup mesa in mesnih izdelkov, masti, sladkorja. Pri posameznih živili so prebivalstvo razdelili na starostne kategorije. Nakaznice so bile veljavne 4 tedne ali eno dodeljivno periodo, kot so takrat rekli. Nakaznice izdane Judom so morali biti označeni s črko J. Njih in Poljake so pri izdaji živil obravnavali ločeno, dobivali so nekatere izdelke le v polovični količini, nekatere pa sploh niso mogli dobiti. Na Štajerskem je bila vsota teh kalorij malo večja, približno za kakšno 20% večja od tistih v italijanski okupacijski coni. Nacistična oblast je izdelala natančen sistem uporabe nakaznic glede živil, vrst prejemnikov ter njihove starostne, poklicne, delovne razdeljenosti. Poleg teh so imeli še posebne nakaznice za bolne, za noseče, za praznike, za ostale priložnosti. Posebni dodatki so bili predvideni le za državljane Rajha, osebe brez državljanstva tega niso dobivali. Prav tako ne, že preomenjeni ljudje, rojaki, prisilni delavci, tudi Romi. Mislim, da vam tu zdaj za primer dve nakaznice iz okupacijskega obdobja. To je bila značilnost tega obdobja, mislim, nemškega dnevnika, ki se imenovali, da se to prevaja kot hranilo, kako to so dobivali poleg teh osnovnih, kot so moka, kruh,
mast, olje, še dodatke, recimo riž, včasih testenine ali pa mogoče da je kakšna dodatna moka ali pa kakao, te hranila rečemo tako. Torej je bilo stanje preskrbe živili na Štajerskem in tudi na Kranjskem in Koroškem znatno boljše kot pri italijanski okupaciji, to smo že povedali. V Ljubljani in tudi potem, ko so italijansko področje okupirali Italijani, se tako ali Nemci, nacisti, se tam stanje ni izboljšalo. Tam so morali poživeti s temi živili, ki so bili na kaznice, ta živila sem dala okrog 770 kalorij. In to se tudi ni potem izboljšalo do konca vojne, celo pada ta številka. Tak, tule mislim. No, to sem povedal. V Ljubljani torej, ja, še slabše, kot 700, sem prej rekel, 774 kalorij. Primerjava z sredbenim področjem Nemcev 954, se pravi, skoraj 50% je bilo bolje tistim, ne. Obdobje okupacije na Slovenski so, kar se tiče preskrbe s prehrano, lažje in brez večjih pretresov, skoraj do konca vojne preživeli prebivalci, ki so bili od začetka pod nemško okupacijo. Če gremo v našem tekočem traku dalje, eno najdaljše obdobje praktično, ki je hrano racioniralo ali pa potem garantiralo ljudem njihovo dostavo, je bilo obdobje povojno, se pravi, ko je bila Slovenija del socialistične Jugoslavije. Po koncu druge svetovne vojne so v preteklem obdobju, v prehodnem obdobju držali obstoječe živilske nakaznice, se pravi okupatorjeve, ampak samo do 23. maja, ko je ministrstvo za trgovino preskrbo izdalo nove razveljavilo vse nakaznice in v tem mestnem času so okrožje lahko izdajali svoje nakaznice, tudi eno iz Maribora. Lahko se pogledate približno količine, ki so jih takrat namenili prebivalstvu. Podlaga za nakup so torej še vedno živilske nakaznice z odreski za različna živila. Ti obroki, ki so jih na njih dobili, so bili en čas, predvsem majhni, se potem malo zvišali. Tole so poročila iz Ljubljane, v tretjem tednu leta maja 45 je posameznik lahko dobil 3 osnovnih živil v teh količinah, kar mu je dajal približno dobrih 1000 kalorij tedensko. Ampak, kot pravim, to so samo 3 osnovna živila, če mu je uspelo, se je lahko še te preskrbel, ampak v tistem času verjetno na zelo ogromnem prostem trgu, tako rečem. Po navodilih ministra so potem ministra za trgovino in preskrbo so potem julija smeli blago v trgovino prodajati le še na njegove nakaznice, se pravi vsa Slovenija je imela enotnostno nakaznice. Kasneje, čez v letu 45 smo dobili tudi enotne, ki so bile, mislim, enotne merila pa količine, ki so bile približne tudi drugim republikam. Vrste nakaznic in obroki se razen malenkostnih njihov potem niso spreminjali do konca leta 46, ko so ljudje dobivali živil za okoli 1300 kalorij. Je pa prineslo poslabšanje leto 47 in potem tudi naslednje leto. Takrat so morali nujno zmanjšati število oziroma količino moke in kruha, ki so ga prebivalci dobivali recimo z 300 gramov v januarju 47, so ga zmanjšali na 185 v novembru. Hkrati se je pa slabšala tudi kvaliteta moke, seveda, ker je primanjkovalo, so začeli spet z dodajanjem slabših mok, tako kot so to trdili v prvi svetovni vojni. Enotni pšenični moki, kot se je takrat imenovali, oziroma enotni krušni moki, ki je v začetku predstavljala 75% testa, so začeli dodajati tiste slabše vrste, koruzno recimo moko, in na koncu leta 47 je bilo v testu samo še 30% enotni krušni moki, ostalo je to koruzno. No, potem je
v letu 1948 prišel na vrsto drug sistem zagotavljanja prehrane prebivalstvu, tistemu delu prebivalstva, ki ga sam nisi mogel zagotavljati. Ne. Ta je bil malo bolj ostro naravnan proti kmetom, ker je se zdaj, jaz bom govoril samo o mestnem prebivalstvu, tistem, ki so dobili na kaznice. Kmetje so pa morali, če so hoteli dobiti, seveda živili tak niso dali, razen kakšni so bili, če so hoteli dobiti kakšni, ne, živilske pridelke so morali oddajati, če na tak način so hoteli prisiliti kmete, da bi oddajali, pač raje oddajali pridelke, ker s tem je bil velik problem v Jugoslaviji, ampak to je čisto druga tema. Torej, s posebno odredbo vlade je bilo uvedenih 12 vrst nakaznic za živila. Njihovi imetniki so dobili tako imenovana zagarantirana živila. Recimo tisti posameznik je prijel nakaznico, ki se imenovala navadna 1, ta je bila predzadnja ta je dobil 952 živil za 952 kalorij. Potem naslednje leto so sklopu te garantirane preskrbe, zagotovljene preskrbe, ki je bila zvezna. Poleg tega so pa 50 leta še uvedli republiško, ki je pa še dodatno živilo omogočila tistim, ki je pač imel nakaznice seveda. Ampak tu govorim samo o nakaznicah zvezne preskrbe. Leta 1949 se je ta znesek malo spremenil, se je malo dvignil za dobrih 100 kalorij. Takrat je ta druga od spodaj nakaznica prijemala 1088 kalorij. Če povem, že naslednja je dobivala za 1500 kalorij, ampak ta je bila tista, ki je bila po socialistični ureditvi malce privilegirano, dobivali so LD, se pravi lahki delavci. To pa so bili, o tem bi vam gospod Dečman povedal bolj podobno. Torej, omenjene kategorije so obstajale še do novembra 1951, ko govorimo o koncu oziroma, ko govorimo o koncu zagotovljene preskrbe, kot v tem času ni bilo več garantirane preskrbe. Ljudje so samo prosto potovali, samo z denarjem se je še kupovali. Sam še kratek povzetek, pa bom končal, ker sem se vam odil. V obdobjih, ki jih članek obravnava, bo lahko potegnili mnoge sporednice, opaznih pa je še več razlik. Ena od skupnih potez je poseg države v svobodo gospodarskega poslovanja pridelovalcev hrane, trgovcev in obrtnikov. Posegla vse faze na poti hrane od pridelave do potrošnika. Prvi del te poti je pomenil boj državnih oblasti s kmeti, se spomnite tiste prve ilustracije, prve odločbe, ki so ne radi odstopali za bolj ali manj nepravično ceno svojo možnost preskrbe. Ta spopad s kmeti včasih v dejanskem pomenu te besede je v poslednjem od teh obdobij dobil ne le značaj akcije za pridobitev živil za tiste, ki si jih niso mogli sami pridelati, temveč je bil orodje v boju proti celi družbeni skupini. Najbolj pogost instrument razdelitve živil potrošnikom je bil v vseh obdobjih enak v obliki nakaznic. Te so bile na tleh današnje Slovenije uporabljene v letih 1915 do 1919 in od 1941 do 1951. Nakaznice so dajale prebivalstvu pravico do nakupa določene količine posameznega artikla v nekem časovnem obdobju. Poleg teh podobnosti se pri nakaznicah v različnih obdobjih pokažejo tudi razlike. Recimo v začetku prve svetovne vojne sem že rekel, da je bila njihova uvedba dobesedno izsiljena. Država na začetku sploh ni o tem razmišljala in je potem šele, ko je situacija prisila začela omejevati porabo. V času druge svetovne vojne pa je bila uvedba nakaznic v bistvu del bitke za prehrano. Bila je ena temeljih postav pripravna vojna. Nacistična oblast jih je uvedla vse naenkrat in ko so bile uvedene, so v glavnem države. In tu je temeljna razlika med prvo in drugo vojno. Tam so v prvi času prve vojne so vedno prilagajali, zniževali, spreminjali količine. Obdobje, ko je bila Slovenija del socialistične Jugoslavije, je, kar se tiče potrošniških nakaznic, bolj podobno obdobju druge kot prve svetovne vojne. Razvejena kategorizacija potrošnikov, različne starostne skupine, izpolnjevanje načrtovanih ukrepov, tako glede količin dobav kot razdelitve je
čeravno ne vedno bilo daleč od včasih kaotičnih razmer Prve svetovne vojne. Razlika je tudi v tem, da sta dve obdobji, se pravi prvo vojno in pa obdobje socialistične Jugoslavije, izvajale domače oblasti. Eno pa okupacijska in obdobje druge svetovne je hkrati tudi edino od teh treh omenjenih, na katerem so oblasti morale pri zagotavljanju preskrbe se srečevati z delovanjem zanjo sovražne vojske. Partizani so namreč plenili trgovine, plenili so kašče podeželskega prebivalstva. Tudi to je bila motna v preskrbi v tistem času, če smo čisto objektivni, brez kakih ideoloških preznakov, kakorkoli, samo fakte naštevamo. Tako po koncu druge svetovne vojne, kot po koncu prve je bilo slovensko ozemlje, mu je bila nudena pomoč od drugot. Po koncu prve vojne je bila to ameriška pomoč, ki je potem maja 1919 tudi rezultirala v tem, da so bile ukinjene nakaznice, ki so do tega časa obstale. Po drugi vojni pa imamo danes že omenjeno pomoč UNRE, ki je prinesla tudi vrsto novih izdelkov, ki jih prebivalci niso poznali. Znamenito je tista znamenita jajca v prahu, pa mleko v prahu, pa recimo sirek, ki so ga potem en čas tudi mleli, ko je zmanjkalo moke, pa so dali kruh, pa vseni kosmiči, to so bile vse novosti. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala. Dr. Tine Rajko, hvala za njegovo pozorno pomerjeno študijo. S tem referatom smo izčrpali dnevni red referentov. Prehajamo na zadnjo točko, to je diskusija. Prosim za vprašanje. Vidite, da se kot prva javim. Mislim, da smo pri temi, s katero je že veliko dela, ne samo da zdaj slovensko ali pa rusko ozemlje ali pa da ukrajinsko ozemlje obledujemo, temveč mislim, da to je ena evropska problematika. Imam pa k zadnjemu dve vprašanji, to bi samo, če so to pravzaprav, prvič enkrat bi nekaj hotla povedati. Pri prvi vojni so prilagajali, kaj se bo jedlo, ker po prvi vojni so mislili, da je za božec konc, ne? In s tem, da ni bilo konca, da je 4 leta trajala, je moralo biti zmeraj prilagane, kako bo to šlo. In Avstro-Ogrska je leta 1917 prvič prosim, da je šla in vse dala pod vojno kontrolo. Prej ni bilo vojne kontrole, to je bilo posamično, razdeljeno in različno. Pri drugi svetovni vojni pa nekaj čisto drugačnega, tam je pa bilo se organizirano, ker Hitler je hotel Tretji rajh, to je nekaj drugega. Če nekaj naredim za pol leta ali pa kaj za 1000 let, prosim, to so take razlike, to je morate upoštevati do vseh teh stvari. Potem jaz tudi grem, da imam plan. On je imel dosti plano, da je iz Münchena gledal 20 let, kako bo se vse to skupaj napisal. To je velika razlika, ki jo ne smemo pri tem pozabiti. Jaz ne vem, pa sem vas prav razumela, vi ste povedali, da je krušna moka po drugi svetovni vojni imela slabšo kakovost, kot pa tisto, ki so jo dajali v nacističnem času. Jaz sem to vas prav razumela. Vi ste rekli, po 46 se je zmanjšala? Da se je poslabšala. Ni primerjal, ni bilo primerjal. Pustnost. Ne. Kako se pa potem ve, da se je poslabšala, če ima človek občutek, da se je moka poslabšala, je morala biti pribojšana. Primerjave socialistične, moke bi tako reče, pa nacistične nisem sploh. Ja, ampak če mi kdo reče, da je slabša, potem je morala biti pribojšana. Sestavina se bila slabša. Ok. Kako pa je da mogoče, da je med vojno bila sestavina boljša? Mislim, pa to vprašam. Ržen kruh. Ja. In to meni je zelo zanimalo, ne, vsem tem, mi poenostavljamo, ne, mi po eni strani zmeraj rečemo, da je, to se je bile v prvi vrsti za mestne ljudi, ne, na podeželju se je malo drugače odvilo, mislim, da
da so tam bili tudi kmetje, ne, pri katerih se je lahko kaj dobil. Jaz vem, da je bilo prepovedano kladne, pa kaj še vse. To je meni vse jasno, jaz pridem sama iz podeželja, iz Koroškega in vem, kako se vse tam odvija, zato me pa to zelo zanima. Ne. Jaz mislim, da so se na podeželju ljudje laže lahko organizirali stvari in teh primerjav nimamo kot pa v mestu. Mi tudi vemo, da so po mestih bolj umirali kot na podeželju. Ja? To vemo iz dveh vojn, razen tam, kjer je bilo tako, kot pa imamo zdaj za Ukrajino. In te stvari me enostavno prereči. Mislim, da bi to bilo veliko potencijala za sodelovanje, ne, s drugimi. To se mora na evropski ravni sodelovati primere, ker drugače potem vsi stopamo na enem prostoru in ne vemo, kako je, ker je velika razlika. Če imam, mislim, če se gladuje, ko je tako kot pa v prvi vojni, ali pa v prvi, seveda prvi svetovni vojni, kot pa v drugi, ko je bila nakazana, ko je bilo vse načrtovano in se potem v to razvilo. Jaz ne vem, če se strinja sa... Jaz mislim, da so to nakazali, da je bilo nacistično Nemčijo vse dobro načrtovano za razliko od prve svetovne vojne. To nisem tako razumela. Smo zelo razpoznali. Opustite, da to čisto odprto povedati, zato sem to tudi vprašala, ker se mi je zelo važno zdelo. Ja, seveda je bilo načrtovano, se spomenijo. To že, ampak v prvi svetovni vojni, seveda, ker se to iz dneva v dan, to se vem, da se je AOK na Dunaju, to se iz dneva v dan, potem sploh od leta 16 so točno začeli gledati, ne? Ali po leta 15, če ko je prišla na tukaj Soška fronta, ne? Ko je pomankovalo. Ampak nekaj si morala še vprašati, če se je v celo nekaj videlo, že v letu 1914 in sicer v drugi polovici, da bo primanjkljaj, ker se ve, da so na primer ukinili deloma, da so ljudje dobili benzin za svoje avtomobile in potem niso mogli se več toliko voziti z vlakom, kako bi to bilo z jedjo. Ali imate kakšne stvari v celi? Kako je primanjkovalo jedin? Ja, čisto tančno kako so jedin, kako je primanjkovalo tega izbiro nisem mogel, ali pa iz časopisov, ki bi hoče še kaj povedati v resnici. Tako je bilo na začetku vojne začelo zmanjkovati hrane tudi zato, ker se je množično kupovali za vojsko. Pa tudi dostavljati niso mogli v kraje, ker se je bila železnica zasedena z prevozi za vojsko. Civili sploh niso mogli v... In tudi preskrba za civile je bila onemogočena. Zato je začel hrane, ne zato, ker bi bilo premalo, pa zato, ker pač ni mogla priti do potrošnika, je začel primanjkovati in potem so cene zdivjali. Omejevali so pa v začetku samo za neko cesarsko uredbo uporabo moke. Rekli so, vsak posameznik v začetku so določili 260 gramov moke, sme porabiti na dan. To je bilo edino, dokler niso leta, mislim, da marca, aprila v Celju so začeli uporabljati kataznice, oziroma sploh na Štajerskem 11. aprila, kar zapolnil so se to, za Celje, to pomembno datum, smo takrat, ko so dobili mestne pravice leta, ne vem, tam v srednjem veku, po Celjskem grobu. Ne vem, če sem vam odgovoril. Ja. Za doktor Bežmana, meni se bo kakšen smisel bi uporabljate izraz rasističen, ko ste ga večkrat uporabljali v svojem prispevku. Kako se je samo tem večkrat pisal, pogledajte, vi imate na primer mobilizirance v okupatorske armade, recimo iz vojske grejo 80-70 tisoč Slovencev, ki so drugorazredni. Vernik je drugorazreden. Leta 1974 je navodilo, vsi otroci, ki hodijo v peruku, ne smejo pedagoške poklice in to dobijo vsi ravnatelji navodilo. V svetu mrtvih zgine polovice mrtvih. Se pravi, blizu 46 tisoč mrtvih je spravil temu partijske nebese in njihovih svojcev, na nasprotni strani je pa nekaj 40 tisoč mrtvih, ki so tabuizirani, njihovi svojci so ga diskriminirani, segregirani in stigmatizirani. To so vse tehnični termini za postopke, ki jih je oblast proti tem ljudem uporabljala. To je druga rasa. To je druga rasa.
Poglejte, vi imate za rasizem tudi teoretično razlago, da kdo si umišljeno pripisuje lastnosti, ki jih nima, je to rasizem. Vse to imate teoretske stavke. Poleg tega je pa rasizem bil pa seveda do Nemcev, Italijanov in Romov. No, študijo. Razredni boj je pa spet proti kmetstvu in meščanstvu, to je pa druga oblika. Se pravi, v končni cilji državljanske vojne se dosegajo z anihilacijo. Kaj, če preberete gospod Vinarjevo na mestu, gospod Vinarjeva je hodila kot američanka v vas, žirovnica na Cerkniškem polju, preberite njeno knjigo in boste razumeli, kaj to pomeni dolgoročno, sistemsko in trajno uničevanje osebe. Na več načinov. Se boste, kaj se tudi to so možno začeti preučiti, če sem se zelo zmotil. Boste to povedali. To se gospod Avrač. To se gospod Sekrej prijavlja. Ja, Entschuldigung für noch ein paar Worte Deutsch. Eine Frage an Kerstin Jobst, vor allem mit Augenmerk auf diese Einblendung des Schauplatzes Zentralasien, Kasachstan, was häufig vergessen wird oder häufig vergessen, dass Kasachstan ein wesentlicher Schauplatz dessen ist, was wir Gulag nennen. Das wird meistens sozusagen nach Sibirien gedacht. Ja. Spielt der Holodomor hier in den Erinnerungskulturen eine Rolle? Also als Ressource jetzt Aschirabad, das ja sehr gründlich aufgearbeitet ist, historiografisch, aber gibt es da jetzt sozusagen in der Politik Potenzial, das erkannt oder will das machen? Nee, eindeutig nicht. Die Erklärungsmuster sind recht vielfältig. Zum einen sind es primär nomadische Gruppen gewesen, die verhungert sind, unter anderem eben während der Versuche, sie sesshaft zu machen. Und im heutigen Diskurs politisch ist es vielleicht auch bei den ja immer noch ganz gedanklichen Verbindungen zwischen Kasachstan und Moskau momentan nicht aufgenommen. Deswegen, ob da irgendwie subkutan etwas ist mir nicht bekannt. Najprej vam eno vprašanje sprejoštega iz problemi še gledaj ljudje Jožef. Torej me zanima, če kultura raziskal usodo ljudi, ki so prišli iz taborišč. Mene je to malo zanimalo po vaseh, ker vem, da je ogromno. Veliko ljudi umrlo, ki so sicer taborišča preživeli, so pa prišli domov takoj stran, da se pokajo želodci in koliko so bili potem svojci Portugalije, najtežje ljudem zaprti dostop do hrane. Tako da so naprimer na Dolenjskem prav ljudi zapirali izven hiše in so sedeli lahko pred hiše in se odozirali hrano, ker bi zaradi izstradosti gre za primer Prišek Pešimžina, da se jih pač veliko jih je pa pomrlo, ker so se prenažali, ne za današnje pojme, za takrat in so umirali. Tako da tega ni bilo malo, vsaj je tako, kar je sredi. Druga stvar, ki me pa zanima, to pa se bolj na kolega Bojena nanaša, jaz imam pričevanje iz Dolenjske pa z Bele krajine, da so Italijani v začetku, ko so došli do ogromno moke, makaronov, paradajza, potem vina in sicer je bilo makaronov, naprimer po Beli krajini, ker so Belokrajci značili, da so makaroni, so morali Italijani celo še cenila, da so makaronov predsejali, ki so imeli. Ne vem pa, koliko časa je to trajalo. To, če je bilo kaj zasledno, potem pa bi, ko pošušali po drugi vojni, je pa seveda problem tudi obrtnikov. Na tem malo pozabljamo, moj oče je Šuštar in seveda, ker smo bili privatniki, Šuštari nismo dobili, ne samo, da nismo imeli socialnega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej in tako nazaj, ampak seveda tudi določenih kart nismo dobili. In podoben je bil primer, se spomnim,
pravice do malice. Tako da to je bilo celo prav delo nad kmeti, ni važno, za čega vse bilo. In potem je pa še en sistem na podeželju, da podeželju je res bila možnost črne borze. Ampak po prihodovanju ljudi s temi, ker je to zelo zanimalo, so takoj v vaseh organizirali špice. In vem za primer mojega soseda, ki nam je zemljo, je na švercu bil kravo in seveda je kravo mesil na hruško, tista hruška še nam stoji, ampak ga je potem eno daljavo, na kar je se moral to crkve, ki se zaklano kravo pera po Škocjem, tam naprej pa transportni delov in to je pa spet dodaten problem, se je našlo smradlo pa do konce. On je pa podobno, ko je pa bila obvezna oddaja suhih hrušk, suha sadja in je beral spet nekaj koš suhega sadja v isti Škocje. Čez 14 dni mu poprošil, če pride po to suho sadje nazaj, ker transportni delov in so mu ga nazaj podarili, da je potem v poštnem sistemu. Tako da tle je vrsta takih problemov, bi se pa res zahvalil, še posebej tudi Bojanu, ki je rekel, da se z te stvari obravnava, ker ko danes šlo požuša, kako nam je bilo krasno, pa čudovito, dobro, jaz stradam, da tudi nisem nikoli, ampak je bilo pa zelo težko, zlasti za obrtniške pa za kmečke družine, da ne govori še o življenju samostanih, ki je bilo spet posebno poglavje, kjer se mi zabili puščice, nisem da se zvono meških frančiškanov, se je po besedo stradali. In kmet, ki je potem na Švedski, ki je preperal korejke, pa pese, pa korejke, pa krompirja, so ga zaprli, in tudi 2-3 mesece resta, zato ker je hrano preperal. Tako da tle bom še takih zanimljivih podrobnosti. Je pa res to, kar je Marija rekla, zelo zanimive bi bile pa mednarodne primerjave in moram reči, da vedno, ko so bili Jožef pa Dežmana, ko se teh problemov vedno loteva v mednarodni dimenziji. Hvala lepa. In dejstvo je, da so se ljudje z upiranjem nacizmu imenitno izurali za povojno rezistenco.
omenil tista, je pa res, da je osnovni okvir, ki nas bo zanimal, je seveda to stoletje, ker kljub vsemu pridejo tudi vojaki na pijavo težki 40 kg. To se pravi, ta stradež, pa to izčrpavanje ljudi bo generalni problem in tudi zato mislim, da je ta izenačena kategorija, da tudi ta trpljenje človekov v taborišču in če prije zdaj izmučeni iz njega in če zaradi preprosto zato, ker se naje umre, je to enako usoda. Jaz mislim, da mi se tudi ne zavedamo, koliko moški, pa predvsem moški, razen te španske gripe, umre zaradi izčrpanosti po fronta prve vojne, koliko je to izčrpanih ljudi, kako ne zmorejo več funkcionirati, in po drugi vojni niso 10,000 invalidov. Zdaj pa gremo nazaj, jaz mislim, da če ostanemo zdaj, recimo, da ostanemo pri pojmu rasizma v smislu tega je nedvomno lahko rasistično izživljanje nad nemško, italijansko, mađarsko, manjšino in romi. To so, mislim, da so kategorije, ki lahko govorimo o klasičnem rasizmu, kjer pa govorimo o rdečem človeku in kaj počne za tisto drugorazrednimi, kot je rekel različni predsednik v zelo dobrem kontekstu, ki še danes velja, seveda za nekatere, je pa pojem stigma zelo primeren, je pojem segregacije zelo primeren in pojem diskriminacije zelo primeren. Tako da jaz mislim, da se tukaj se pravi, je pa to bilo iskanje, veste kaj, to je isto, kot sem jaz leta 1958 rekel na posvetu v Izoli, da je od 70 do 80 tisoč mrtvih meje najnacionalnih slovenskih kolegov tako nazmerjal in nadrl, ne se ne zmišljujem, ne se spelam, zdaj smo pri 97 tisoč brez za najstva. Za prvo vojno vam rečem je 35 tisoč takih premar, ker to je 3,2, vorenski odstotek je 3,8. Mi imamo za mogo povojko 50 tisoč mrtvih v prvo. In hočem to povedati, da te stvari, ko smo mi razmeri po drugi vojni, bodo to izjemno kompleksne razmeri, tudi ti sam najbolj veš, da se bo tukaj pojavljalo v tem milijonu in pol tokenih usod, token različnih razmerij. Poglejte se, če partije pogledamo kmetov do leta 54, partij ni več, ker so se na ta način uprli. Od leta do leta, mislim, imamo razpadu 120 tisoč ljudi v partiji, pa 100 tisoč bivših članov partije, ki so razočarani na poučijo, so bi pa izkoriščili. Mi dinamike socializma ne razumemo in tudi viktimološke dinamike ne razumemo. A vste vse te podatki, pogledajte, mi imamo uradni seznam 215 na smrti spojenih elibiti, jaz sem takih 275 imen, ko bo Rina naredila Sovjaška sodišča do 400 ljudi. Zraven je pa neizmerna groza, vsaj toliko ljudi, ki jih obsodijo na smrt, pa pustijo žive. Te razmerje pa direktno pridemo na prehranjevanje. Neko ti tale duhovnik pove, da je eno leto neobrit in neskopan čakal na to, da sem pojel, da ne bodo ustrelili, ti pove vse. No, zdaj, jaz se upravičujem, če sem slučajno med Tako spoštovani kolegi, kolegice, na tej točki se nekako prisilila, Gremo ven se pogovarjati. krepko prebrače čas. Če čisto kratko odgovor, če znam kako še drugače. Hvala gospodu, oziroma dr. Dragi, za pohvalne besede. Glede tistrin, lahko ste videli, da se glede res v Italiji, mislim, v italijanskem mogoče zelo zastopane pri živilih. Pa še to bi rad povedal tisti dve tabeli za Ljubljansko govorino, nisem moram vedeti, da sem si sposobil z kolegice Mojce Šoro, tudi v Hrvalu. No, se upravičujem, če sem preslišala med vašim prispevkom, samo zato, ko ste omenjali, vi med prispevkom niste omenjali rasizma v povezavi z italijansko in nemško manjšino, temveč ste govorili na splošno o zapornikih na Golem otoku in taborišču. In tukaj je pač treba razlikovati, da se še toliko bolj, se mi zdi, ne pride do nesporazuma. Samo iz tega stališča. Hvala.